Dogajanje na Bližnjem vzhodu spremljamo naprej na naši spletni strani 24ur.com. Bi za sodelovanje v koaliciji se res odpovedal vrednotam in ideologiji stranke. Je zlorabil službeno kartico za prevoz na dopust napak. Kako bi se lotil spora s Petrolom, s katerim sodeluje njegovo družinsko podjetje? Kaj bi naredil s propadajočo stavbo na Litijski? In kako je s prevzemanjem odgovornosti, zakaj sta morali oditi Dominika Švarc Pipan in Andreja Katič, nihče pa ni odšel ob aferi Spirit. Matjaž Han je bil tokrat gost intervjuja s predsedniki strank. Z njim sta se pogovarjala Marko Gregorc in Urša Zupan. Matjaž Han se je na prvem predvolilnem soočenju, ki so se ga udeležili vsi predsedniki strank, proslavil predvsem s tole izjavo. Ideologijo in vrednote lahko damo tudi na stran za dobro državljank in državljanov. To sem v tem pomenu, da mi imamo svoj program, ki je program nabor nekih rešitev, ni pa to program, ker z njim želimo izseljevati. Pred 4 leti je bila ena njihovih glavnih parol povezana z zdravstvom. V 30 dneh do specialista so obljubljali. So tu popolnoma spodleteli? Mislim, glede na rezultate, da, ne. Glede na idejo pa ne. Jaz si še zmeraj želim, da bi prišli vsi skupaj zelo hitro do specialista. Hitenje na dopust pa je ministra spravilo v manjšo zadrego. Spomladi pred 2 letoma se je vračal službene poti iz Splita. Šofer ga je pustil na vikendu na Pagu ter na to službeno kartico poravnal trajekt s Paga proti Ljubljani. Za vožnjo torej, ki je bila povsem zasebne narave. Če kjer politik v tej državi, ki je največkrat sam kakšno stvar plačal, pa mi je mogoče pripadala stvar iz strani države, sem bil to jaz, ampak mimo grede, ste poravnali potem teh 17 evrov, ali je to bil strošek potem države, ostal strošek države? Ne vem, ali sem to poravnal. Ne vem, ali sem poravnal, ampak moram reči, da tukaj res nisem videl nobene napake. Je pa jasno napako videl v ravnanju bivše pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan pri nakupu zloglasne stavbe na Litijski. Jaz bi pa v vsakem primeru, preden bi kupil, šel tako stvar pogledati. Vse kot minister, ste tudi vi bil član vlade, ki je potrdila ta nakup, ne? Res je, ampak vi veste, tako kot se nekateri drugi člani vlade, ko mi neke stvari sprejmemo, pripravimo na vlado, se ti ne poglobiš v to, kaj drug minister dela. Han bi zdaj nepremičnino obnovil in predal v uporabo državnim inštitucijam. Kateri vidni člani SD, ki so bili blizu operaciji Litijska, pa so danes še vedno v ožjem krogu vaših svetovalcev? Kakor jaz razumem, nobeden. Bivšega generalnega sekretarja ni več nikjer blizu vodstva stranke? Ne, kar se tiče naše stranke, ne. Takole smo sicer Klemna Žiberta, ki se je z SMS sporočilom zavzel za nakup Litijske, posneli na kongresu stranke pred 2 letoma. Po naših informacijah pa je precej aktiven tudi v tokratni kampanji. Mandat je na področju gospodarstva zaznamovala tudi vojna vlade s Petrolom. Ob novih grožnjah trgovca z ukrepi Han predlaga dogovor za skupno mizo. Če razumem, je tukaj vaše stališče malo mehkejše kot recimo od predsednika vlade. Ne, jaz vem, da je treba zdaj, ker zdaj se gre seveda, je treba pač jasno povedati, da je tukaj zdaj tudi malo političnega ozadja. V glavnem, kar se mene tiče, smo mogoče kakšno potezo bi jaz drugače. Kakšno politično ozadje? Katero omenjate? Pa tudi pri kadrovskih zadevah, sej to spremljamo, ampak hvala Bogu pri kadrovskih zadevih, če sem pa kaj zadovoljen, sem pa zadovoljen, da Socialni demokrati nismo sodelovali pri kadrih. V Petrolu ne? Nikjer. So pa na ministrstvu prek svojih agencij gospodarstvu delili številne spodbude. Najbolj je odmeval razveljavljen razpis za prestrukturiranje premogovniških regij, kjer bi kar 20 od predvidenih 80 milijonov podelili njihovemu nekdanjemu članu Tadeju von Horvatu. Eno vprašanje je v tej aferi ostalo neodgovorjeno, večkrat smo ga tudi zastavili vaši stranki in odgovora nismo dobili, zdaj bo fajn priložnost. Vem, kaj te vprašam. Ja, gospod von Horvat naj bi po zanesljivih informacijah financiral kampanja za evropske volitve vaše stranke. Da ali ne? Kar se mene tiče, mislim, da ne. Han ustraja, da se stranka v razpis ni vpletala, odgovornosti pa da ni bilo treba prevzemati, saj nihče ni dobil niti centa. Ampak videli smo, vi ste se družili številnimi temi podjetniki, ki so bili potem tudi dejansko izbrani na tem razveljavljenem razpisu. Jaz, kakor sem videl samo eno sliko, jaz sem bil v Zagorju.
s kitijem. Minister, ki pravi, da na razpis nikakor ni vplival, je omenjeno firmo obiskal 12. julija, torej le 3 dni pred rokom za oddajo vlog za subvencije. Bil je slavnostni govorec o položitvi temeljnega kamna za tovarno, ki je bilo kasneje na razpisu dodeljenih okrog 5 milijonov evrov podpore. Niti nisem razmislil, niti nisem takrat vedel, da so se oni ali so se prijavili ali ne, sploh ni pomembno. Če je temu tako, potem jaz ne bi smel nikamor več iti pa se slikati. S kom bi se najraje slikal v novi koaliciji in s kom zagotovo ne? Kako je v stranko pripeljal poslanca Tašner Vatovca? So se v koaliciji počutili kot na tronu ali salamoreznici? Si boste lahko jutri prebrali na 24ur.com ali ogledali na Voju. Danes je Svetovni dan redkih bolezni. Že po tradiciji so se pod taktirko društva Viljem Julijan v Ljubljani zbrale družine z otroki s temi boleznimi. Letos je zanje posebno leto. Državni zbor je prejšnji teden sprejel zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni. To je velik korak, pravijo v društvu, a pot ostaja dolga. Zaradi kompromisov v zakonu bo potrebno poskrbeti, da zdravljenje otrok ne bo ovirala birokracija. Na Slovenskih železnicah nadaljujejo s preiskavo včerajšnjega iztirjanja vlaka v ljubljanskih Savljah. Kaj je povzročilo nesrečo, v kateri sicer ni bil poškodovan nihče, še vedno ni znano, po neuradnih podatkih pa ni šlo za sabotažo. Zaradi sanacije bo proga predvidoma zaprta do jutri zvečer. Po včerajšnjem več kot 3-urnem izpadu celotnega omrežja A1 se je oglasil direktor podjetja. Razočarali smo vas, je nagovoril uporabnike, za kar se opravičujemo. Kriva je bila napaka v programski opremi. Podjetje bo v znak opravičila 100 000 evrov darovalo v dobrodelne namene. Do nedosegljivosti je prišlo zaradi nepredvidljive programske napake na naših strežnikih. Iskreno se opravičujem vsakemu uporabniku, ki ga je to prizadelo. Trenutno izvajamo celovito analizo temeljnega vzroka, da zagotovimo, da se to ne ponovi. Toda odgovornost presega zgolj odpravo težave v omrežju. Zato bomo v znak opravičila namenili 100 000 evrov za izobraževanje otrok o varnosti na spletu.